Pozdravljeni, spoštovani gledalke in gledalci, in pozdravljeni seveda udeleženci 19. Štajerskega gospodarskega foruma. Tudi tokrat smo na Ptuju, tokrat v hotelu Primos, v tukajšnjih termah, kajti turistično gospodarstvo je eno izmed najpomembnejših v Podravju v celoti in seveda zelo pomemben uporabnik vsega tistega, kar na tem območju ponujajo druge gospodarske panoge. Letošnje leto je tisto, v katerem si bomo, kot pravi tisti stari ljudski rek, postiljali za naslednjih 7 let. Zlasti, ko gre za tako imenovana evropska sredstva, tako imenovano kohezijsko politiko v obdobju 2014-2020 in ko gre za tisti denar, za katerega ponavadi pravimo, da ga še vedno ne uporabimo toliko, kolikor ga je na voljo in kolikor bi ga lahko. Dovolite mi, da predstavim današnje sogovornice in sogovornike. Moram reči, da zlasti sogovornice, ker smo moški danes tukaj na odru v manjšini. Na moji skrajni desni magistro Moniko Kirbiš-Rojs, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Doktorico Darinko Fakin, predsednico Sveta območnega razvojnega partnerstva Spodnje Podravje in županjo Majšperka. Pozdrav. Doktorico Aleksandro Pivec, direktorico znanstveno-raziskovalnega središča Bistra Ptuja. Pozdravljeni. Marka Drobniča, predsednika uprave Taluma iz Kidričevega. Pozdrav. In magistro Aleksandro Podgornik, direktorico Štajerske gospodarske zbornice iz Maribora. Pozdrav. Hvala seveda tudi vsem, da ste se odzvali našemu vabilu na ta pogovor in na sodelovanje na samem forumu. Gospa Kirbiš-Rojs, ali ima Slovenija že pripravljen državni program razvojnih prioritet in investicij? Ali naša regionalna zakonodaja že omogoča učinkovito odločanje o potrebah regij, pripravo finančnih načrtov in seveda to famozno črpanje evropskih sredstev, o katerih toliko govorimo? Jaz bi rekla tako, mi smo, kar se tiče priprave vseh podlag programskih, ki so tudi osnova za črpanje evropskih sredstev do leta 2020 nekje na sredini. To tudi iz enega razloga, ker tudi na ravni Evropske unije stvari še niso dorečene. Če začnem s tem, trenutno potekajo pogajanja med Evropskim parlamentom, ki je tudi prvič vključen v pogajalski proces, Evropsko komisijo in pa Evropskim svetom o regulativi, se pravi o zakonodaji. Tako da tukaj so številna vsebinska vprašanja še odprta in pričakuje se, da bodo dokončno zaprta tam nekje konec leta šele. Se pravi oktobra, novembra ali pa po izkušnjah iz obdobja 2007-2013 celo decembra. Tako da mi smo tudi od tega nekako odvisni. Tisto, kar je zafiksirano v tem trenutku, pa so finančna sredstva, se pravi, koliko pripada vsaki posamezni članici. Ta pogajanja so se končala februarja 2013, tako da vemo, da bo Slovenija imela na razpolago do leta 2020 3,3 milijarde evropskih sredstev. Zdaj, kar se tiče strateških podlag, tu bi najprej rekla, da se pogosto govori, da imamo v Sloveniji 200 strategij, ki obležijo v predalih po vsakem posameznem področju. Jaz se lahko tu strinjam. Tako da zdaj smo se osredotočili res samo na tiste dokumente, ki jih nujno potrebujemo, da bomo evropska sredstva dobili. To so strategija razvoja Slovenije, državni program prioritet in investicij. Tako da tukaj so izhodišča pripravljena, takoj ko jih vlada potrdi, bojo šli dokumenti tudi v javno razpravo in mi tukaj neke dokončne verzije dokumentov potrebujemo kar v začetku druge polovice leta. Hkrati s tem pa zdaj trenutno na neki operativni ravni v sodelovanju z vsemi akterji tudi na lokalni ravni, se pravi z gospodarstvom, z regionalnimi agencijami, občinami, nevladnimi organizacijami in ostalimi, pripravljamo še partnerski sporazum. Tukaj bojo definirane tiste vsebine, ki se bojo financirale izključno z evropskimi sredstvi. Ta partnerski sporazum v končni fazi podpiše minister za gospodarstvo po pooblastilu vlade z Evropsko komisijo in pa potem operativni program. Zdaj trenutno se definirajo vsebine tega operativnega programa. Ravno danes so moji sodelavci tudi v Bruslju, kjer grejo prvič tudi čez te vsebine. Mi smo jih na grobo že predstavili po regijah, namreč tam nekje od septembra lanskega leta tudi obiščemo vsako statistično regijo in tudi podamo nekakšna izhodišča, ki jih imamo v tistem trenutku na voljo, tako da priprave so zelo intenzivne.
Hvala za te uvodne informacije in odgovore. Gospa Fakin, vi ste na čelu partnerstva z dolgim imenom, tako kot sem že uvodoma povedal, predstavljate pa skupino majhnih občin v bistvu iz Spodnjega Podravja. O teh občinah, o recimo njihovih sposobnostih, tudi samo preživetja, če smem tako temu reči, se v zadnjem času precej dvomi. Nekateri predlagajo celo ponovno združevanje v večje občine za lažje premagovanje krize. Kakšen je vaš pogled na regionalni razvoj? Ja, vsekakor mislim, da smo občini že v preteklosti na nek način pokazali, da znamo črpati ta sredstva in da seveda razvoj v malih občinah je šel v tem obdobju, odkar obstajajo, kar z velikimi koraki naprej. Prihodnost, ki nas čaka, bo vsekakor nekoliko drugačna. Tudi perspektive, ki se predvidevajo za naslednje programsko obdobje, nam nekako narekujejo, da se bomo občine morale bistveno bolj povezovati, predvsem iskati projekte, ki jih lahko skupaj nekako izvajamo in pri tem seveda pokazati še bistveno večjo mero odgovornosti za izvedbo teh projektov. Kajti, če tega ne bomo sposobni, seveda denarja ne bomo uspešno počrpali, naš cilj pa je vsekakor to, da tudi v prihodnosti, tako uspešno kot smo ga lahko rečem, v teh malih občinah doslej črpamo tudi v prihodnosti. In programi, ki smo jih oddali nekako na projektnih listih, seveda predstavljajo nekako zbir vsega tega, kar v občinah potrebujemo. Sedaj nas pa čaka pomembnejše poglavje, to je to poglavje, ko bomo te projekte združevali, usklajevali in poskušali pripraviti skupaj seveda z gospodarstvom in ostalimi partnerji takšne, ki bodo seveda prinesli nadaljnji razvoj našim tudi malim občinam. Mi še vedno mislimo, da male občine vsekakor imajo bodočnost, imajo perspektivo, če se bomo znali povezovati na nivojih, kjer je to nujno. Ali pogrešate kaj pokrajine, recimo tej administrativni, ustavno-pravni podlagi? Vsekakor bi nam pokrajine na vsak način pomagale oziroma nas bi nekako lažje vodile. Sedaj pač to vlogo prevzemajo razvojne agencije, preko katerih se bomo seveda povezali na podoben način. Na drugem delu pa se povezujemo tudi preko skupnih občinskih uprav, ki na našem ptujskem področju zelo dobro deluje. Hvala. Gospa Pivec, v Sloveniji se pogosto pohvalimo s programi. Vi predstavljate eno od teh razvojnih agencij. Ustanovili smo celo vrsto razvojnih agencij, v praksi pa še vedno nekako prevladuje vtis, da nimamo regionalnega razvoja, da je tu nek seznam razdrobljenih želja, ki jih tu in tam celo preseneti kakšno ugotovitev, da so bila recimo evropska sredstva nenamensko porabljena. Poznamo tudi takšne primere iz prakse. Zakaj je po vašem mnenju tako? Torej, jaz se bi mogoče kar navezala na to, kar je povedala dr. Fakinova, da mogoče v resnici ta težava na terenu obstaja zaradi mogoče premajhne pripravljenosti občin na prestopanje nekih lokalnih meja in na povezovanje v smislu kreiranja in pa kasneje tudi vodenja nekih pomembnejših regijskih projektov. Mi se tudi v tem obdobju, ko smo nekje v recimo drugi polovici začetne faze priprave regionalnega razvojnega programa, srečujemo z podobnimi težavami, ki pa jaz seveda ne samo, da upam, ampak verjamem, da jih bomo tokrat vedeli uspešno rešiti, ker če jih ne rešimo pred to 7-letno finančno perspektivo, se nam obetajo podobne težave, kot ste jih sami omenili. Ali da sredstva ne bojo počrpana, ali pa da bodo prihajalo do nepravilnosti oziroma do izločanja projektov, ki do teh financiranj ne bojo upravičeni. Torej, mogoče danes bolj kot kadarkoli prej je pomembno, da bomo vedeli dejansko v regiji stopiti skupaj, se poenotiti pri svojih razvojnih prizadevanjih, jasno zdefinirati, katere so tiste razvojne prioritete, ki so za regijo pomembne in potem tudi na nivoju projektov vedeti to organiziranost v smislu povezovanja pokazati in dokazati. Hvala za to uvodno razmišljanje. Podrobnosti se vrnemo zaradi tega, ker tudi veliko istočnic za pozneje ste dali. Gospod Drobnič, Talum je veliko in strateško pomembno podjetje za celotno Slovenijo, skratka za celotno državo. Je pa v okolju, ki je, če malo provociram, statistično nepomembno že za uradnike v Ljubljani, kaj šele za kakšne uradnike v Bruslju, recimo. Kakšen je vaš pogled na regionalno razvojno politiko in kakšni so vaši interesi? Mogoče je statistično, to res. Zagotovo pa v
pomenu komercializacije produktov in tehnične dovršenosti, ki jo v naši skupini imamo, ni tako. Jaz moram reči, da nam tudi v evropskem prostoru priznavajo, da smo pomemben proizvajalec. Nisem mislil na podjetje, mislil sem na regijo, na okolje, ki vas obkroža. Vi ste zagotovo veliki igralec. Kar pa se tiče regije, pa je res tak vtis. Dejstvo je, da ne samo skupina Talum, ampak da je vsa industrija v okolju, ki niti slučajno ni konkurenčno, sploh kadar govorimo o dodatnih obremenitvah, kar se dela tiče, kar se energije tiče, in tukaj bi še kakršnokoli drugo stvar tudi našli. In jaz mislim, da je potrebno pri razgovorih, ko se pogovarjamo tudi o naslednji finančni perspektivi, pogledati to zgodbo malo širše. Zagotovo je tista prioriteta, ki bo seveda z finančno perspektivo in pa sredstvi, ki jih bomo imeli na razpolago, tudi za razvojne raziskave v gospodarstvu in industriji, dala neko možnost nadaljnega razvoja in bo resničljiva samo takrat, če bomo mi to, kar znamo danes, zadržali. Glede na pogoje, ki jih imamo in pa obremenitve, ki jih je industrija, vsa industrija deležna, zagotovo ne bomo skozi to finančno obdobje do leta 2020, ko bi seveda ta sredstva, ki bodo namensko porabljena za raziskave in razvoj, dala predvidoma prve rezultate tudi v smislu komercializacije, ne bomo preživeli. In mislim, da se je treba v prvi fazi osredotočiti na to, kako zagotoviti konkurenčno poslovno okolje, gospodarstvo in industriji. Ne gre tu za velika podjetja, ker sem o teh nekonkurenčnih pogojih že povedal, kateri so, bodi si za mala in srednja podjetja, kjer bo treba in potrebno jasno spet nazaj spostaviti neko tržno normalno poslovanje. In jaz mislim, da se je treba najprej osredotočiti na to. Šele na takrat pa iz, bom rekel, konkretnih, jasnih vsebin, ki bodo morale rezultirati v komercializaciji tega, kar bomo z raziskavami in pa razvojem naredili, tudi ta sredstva dodeljevati. Glede na prejšnjo finančno perspektivo in rezultate, ki smo jih dosegli, ki niso ravno navdušujoči, sploh kar se gospodarstva in industrije tiče, namreč glede na porabljena sredstva in pa rezultate v smislu neto dodane vrednosti, ki se je v tej finančnem perspektivi zmanjšala, si tega zagotovo ne smemo dovoliti več. In zato je toliko bolj pomembno, da izhajamo iz realnih vsebin, iz realnih projektov, ki bodo na koncu te finančne perspektive komercializirane. Zato, da bomo pa vse to lahko naredili, je pa tisto, kar sem povedal na začetku. Najprej je treba vzpostaviti konkurenčno okolje, poslovno okolje, da bomo sploh lahko v tem časovnem obdobju preživeli in seveda nadgrajevali skozi razvoj in raziskave to, kar v tem okolju znamo. Ne samo v Sloveniji, tudi tako, kot ste povedali, v Podravju, kjer, bom rekel, predelovalna industrija predstavlja zelo, zelo veliko. Hvala vam za ta uvodni izziv, namreč pravzaprav izziv tudi za gospod Podgornikovo, kajti vas sem hotel vprašati, glede na celotno paleto dosedanjih odgovorov, kje je vsem tem, skratka v celotni problematiki, interes vaših članov, interes konkretnih gospodarskih subjektov. Gospod Drobnič je nakazal eno zelo zanimivo linijo, rabimo neke potrebe in pol moramo to stvar na nek način, ker okolje mora ustvariti priložnosti za poslovne subjekte v tem okolju in tudi temu je pogled na finančno perspektivo, kohezijska sredstva in regionalni razvoj namenjen. Ja, jaz bi najprej poudarila nekaj dejstev v naši regiji. Izhajam seveda iz statistične regije. Mi pokrajin nimamo, seveda pokrajine, ki so bile v prvi fazi tudi začrtane, so bile na nek način tudi mogoče še neka dodatna administrativna obremenitev, ampak načeloma izhajamo vseeno iz statistične regije in je prav, da izhajamo iz teh statističnih regij, regija Podravja, in če izhajam iz dejstev, ki se nanaša na to regijo, mi v tem trenutku beležimo negativni naravni prirast prebivalstva, imamo nizko dodano vrednost, dosegamo 1/5 slovenskega povprečja, imamo nadpovprečno brezposelnost, vedno več imamo seveda majhnih in mikropodjetij, ki pa žal ne dosegajo zavidljivega, rečemo, rasta. Vedno manj imamo velikih podjetij,
in pa srednje velikih podjetij tudi ni zadosti, da bi nam dajali neki gospodarski potencial. In če še se nanašam na koliko brezposelnih in izhajajoč iz tega seveda koliko delovnih mest smo izgubili. Mi smo v zadnjih 5 letih vse do konca leta 2012 izgubili 9500 delovnih mest. Če še to primerjam rečemo z današnjo situacijo, jaz bi rekla, da se že ta številka bliža preko ali pa vsaj nekje 10 000. In to so grozljivi podatki. Jaz mislim, da se v teh regionalnih programih, ker na vse zadnje so regionalni razvojni programi, moramo seveda dotikati predvsem konkurenčnosti poslovanja, podjetij kot takih, više dodane vrednosti in pa seveda kako ustvarjati nove delovna mesta. In to je seveda tudi zahteva in pa želja Evropske unije, predvsem pa zahteva v vseh teh ukrepih, na katere se ravno tale črpanje kohezijskih sredstev nanaša. In če izhajam iz tega, seveda je potrebno seveda zdaj v tem času se na nek način skozi vse te podatke ugotoviti, katere so pa tisti razvojni projekti, ki nam bi dali v tem trenutku tudi neke multiplikativne učinke. Jaz se strinjam z gospodom Drobničem, ki je seveda dejal, da to seveda v takem kratkem času ni mogoče narediti učinkov, mi zdaj v tem trenutku ne moramo dobiti, pa vendar jih pa moramo zastaviti, da bomo lahko v nekem obdobju tudi imeli določene učinke in imeli neko evalvacijo teh sredstev, ki jih bomo za to tudi porabili. Zato je seveda strani gospodarstva v vsakem primeru, jaz mislim, da želja in interes, da kot regija skupaj nastopimo. Jaz mislim, da je potrebno tudi kot regija, da gremo v eno skupno promocijo, da damo podjetjem možnost, da se lahko skozi regijo promovirajo in to tudi izven Slovenije, predvsem, da spodbujamo internacionalizacijo. In pa predvsem, kar se mi zdi izredno pomembno, je, da začnemo razmišljati, kako ustvarjamo pogoje za to, da bomo na nek način pridobili čim več kapitala, tako domačega kot tujega kapitala. In mislim, da je potrebno, da bi spostavili vsaj eno pisarno ali pa eno skupino, profesionalno skupino ljudi, ki se bi začela s tem sistematično ukvarjati. Jaz mislim, da so to prvi osnovni pogoji, na katerih mi lahko gradimo in se na nek način tudi vključujemo. In jaz mislim, da je treba v tem času tudi pretrgati to razmišljanje od lokalnih skupnosti do lokalnih skupnosti, ampak nekje jemati seveda te regionalne projekte kot celostno, kar pomeni, da je potreben celostni pristop. Jaz mislim, da regija kot taka si mora sama pomagati. In zdaj v tem trenutku imamo to možnost, da si to tudi napravimo. Hvala vam za to. To vaše izhodišče oziroma tudi poudarek na eni regionalni identiteti, neke prepoznane, bodi si statistične ali pa kako drugače določene regije, je pomembno vprašanje. Namreč, gospa Kirbiš, vas bi rad vprašal, kaj pomeni, obstaja ena definicija v evropskih politikah in pravimo, da bo evropska kohezijska politika v perspektivi 2014-2020 imela tako eno novo paradigmo. To tako zelo učeno zveni, ko to povemo s temi besedami. In sicer, da se bo denar delil po teritorialnem načelu na osnovi integriranega pristopa. Zdaj nam pa razložite, kaj se skriva za to frazo. Vse v bistvu to ni nič kompliciranega, ampak poenostavljeno v bistvu to pomeni vse to, kar so predhodniki pred menoj govorili, tako da jaz se lahko vsakim posebej strinjam, pa bi začela mogoče z tem celostnim teritorialnim pristopom, to je v bistvu to. To pomeni, da moramo pripravljati večje regijske projekte, v katerih bo sodelovalo več občin, pa dam mogoče za primer Pohorje 2030, čeprav to je bolj turistični projekt, ampak tam se je povezalo recimo med seboj 16 občin, k sodelovanju so pritegnili gospodarstvenike, se pravi Terme Zreče, Rogla, potem prebivalstvo so vključili, tako da bi temeljili recimo na tej samooskrbi s hrano, takšni projekti, se pravi čim več povezovanja, to je ta celostni pristop. Potem pa mi, ker res nažalost nimamo pokrajin, jaz v tem vidim zlasti slabost, ker enostavno, če bi mi imeli pokrajine, bi lahko stvari tudi decentralizirali, zdaj pa jih ne moremo zaradi tega, ker proračun je vseeno na državni ravni, tako da jaz si ne predstavljam, kdo drugi kot neko ministrstvo bi sploh lahko objavljalo razpise. Če bi imeli pokrajine, bi to lahko decentralizirali glede na vzhodno in pa zahodno kohezijsko
regijo, ampak mi vseeno od vsake statistične regije, se pravi od vseh 12, zdaj nekako zahtevamo, da se osredotočijo na 3 primerjalne prednosti. Zdaj po 2 krogih obiska to enim že zelo dobro uspelo, recimo Savinjski regiji, Prekmurju, drugim pa še nekoliko manj, ampak čez približno pol leta bomo mogli priti na neki skupni imenovalec. Prekmurci so nam tako rekli, da bodo delali na trajnostnem turizmu, na samooskrbi s hrano in pa na geotermalni energiji, tako da neke take usmeritve pričakujemo tudi od Podravja, ampak aluminij je vsekakor prednost, recimo, če ga gledamo na osi Kidričevo, potem Slovenska Bistrica ima močno firmo Impol, tako da na takih zadevah moramo graditi. Pol pa bi se mogoče še navezala na regionalno agencijo in pa na občine. Jaz nekako mislim, da so bile regionalne agencije v preteklosti premalo izkoriščene, kajti 12 jih je in lahko odigrajo neko dobro vlogo nekega koordinatorja ali pa povezovalca med tistimi, ki delajo na lokalni ravni, ker vseeno država ne more posegati v čisto vsako občino in v čisto vsako podjetje, ker je tega enostavno preveč. Kar pa se tiče občin, pa večkrat se pojavlja kritika, ampak jaz bi vseeno rekla, da če ne bi mi imeli občin, bi imeli zelo slabo črpanje v obdobju 2007-2013, namreč za razvoj regij je bilo namenjenih 600 milijonov evrov in tukaj so sredstva v bistvu praktično v celoti počrpana in moram reči, da smo tu dobili ogromno kvalitetnih projektov. Občine so tudi uredile neko osnovno lokalno infrastrukturo, kar v prihodnosti skoraj ne bo več mogoče, zato se mi zdi pomembno, da so ta sredstva izkoristila, ker tudi drugih sredstev za te namene ni več. Občine imajo namreč vedno več teh zakonskih obveznosti in vsega ostalega. Zdaj v prihodnje se bodo pač morale malo bolj povezovati, še vedno pa v nekih manjših občinah obstajajo potrebe tudi po osnovni lokalni infrastrukturi in za te bomo morali iskati druge rešitve. Oprostite, še eno vprašanje. Danes sem bral komentarje pa strokovne analize teh 9 priporočil Evropske komisije, ki so bila včeraj nekako naslovljena na slovensko vlado in tam nekje v eni alineji, zelo sicer nerazdelano v tem trenutku, piše, da bo treba tudi zmanjšati sredstva za občine. To je nekaj, kar je že alarmanten podatek, oziroma ena taka alarmantna politika bil je poskus v bistvu, da bi nekaj takega že naredili v preteklosti in ravno zato me zanima, ali nameravate oziroma namerava vlada slediti temu priporočilu, kako sploh razumete to priporočilo gledano v praksi? V bistvu vsem tem 9 priporočilom bo treba slediti, ker se bo tudi spremljalo, na kak način se izvajajo. Bi se pa jaz tu samo sredotočila na ta razvojna sredstva. Teh bo definitivno za občine manj, zaradi tega, ker je tudi osnovna usmeritev naša, vladna in pa Evropske komisije, da moramo vlagati v konkurenčnost gospodarstva. Tako da mi smo že sprejeli odločitev, da bo šlo vsaj 50% oziroma več evropskih sredstev v spodbude za gospodarstvo, zlasti v srednja in pa mala podjetja, ker to se spodbuja na ravni Evropske unije. Potem v znanost, raziskave, tehnološki razvoj, tukaj bo fokus in pa potem v za zaposlovanje mladih, ker tukaj pa je slika zelo kritična. Jaz bi sam postregla z enim podatkom, recimo med letom 2008 in 2013 se nam je brezposelnost mladih, ki imajo 7. stopnjo izobrazbe, povečala za 150% in res tista sredstva, ki jih imamo na voljo, potem moramo vložiti za take namene. Hvala. Kaj menite drugi, ko govorimo o teh osnovnih elementih in definicijah kohezijske politike, se prepoznate v tem, gospa Fakin? Ja, gledajte, to, kar je bilo sedaj rečeno, da bo šlo polovico sredstev oziroma še več v razvoj gospodarstva, v raziskave, to vsekakor občine podpiramo. Za občine je izjemnega pomena to, da imajo naši ljudje zaposlitve, to se pravi, v prvi vrsti predvsem, da ohranimo ta delovna mesta, ki jih imamo danes in seveda, da z razvojem pripeljemo tudi do novih delovnih mest. Tukaj prav gotovo občine podpiramo to usmeritev. Že prej sem pa povedala, da si zavedamo drugačnega načina, ki ga bomo morali pač izvajati. Sicer pa zmanjšanje sredstev občin, jaz upam, da to ne gre na tej osnovni ravni, da gre to predvsem na teh sredstvih iz evropskih razpisov.
Seveda bi pa pomenilo v vsakem primeru, da je potrebno potem tudi prenesti nekatere pristojnosti oziroma financiranja obvezna, ki jih danes občine izvajamo, pač na nek drug nivo, kar pa ne vem, kaj bi k temu dobrega prineslo tudi v funkcioniranju, ker mislim, da v tem trenutku to na nivoju občin zelo dobro funkcionira. Še kakšen komentar? Jaz bi mogoče še dodala. Mi namreč v regionalnem razvojnem svetu, v katerem smo zdaj sicer tudi nekako predlagani predstavniki gospodarstva, še vedno seveda igrajo odločilno vlogo župani. In jaz mislim, da bo treba za predstavniki lokalnih skupnosti potem tudi na nek način dosegati ta konsens, da se zdaj seveda cilji, ki so tudi predlagani strani EU, usmerjajo seveda v to, kako spodbuditi, kako pomagati gospodarstvu in kako na nek način omogočati, da bomo prišli do novih delovnih mest. In to, jaz mislim, da to je zdaj fokus vsega tega in da se mi začnemo ukvarjati seveda celostno, ne tako od lokalne skupnosti do lokalne skupnosti, ampak kompleto. In da regijsko začnemo predelovati določene projekte, ki se povezujejo, ki povezujejo tudi več občin. Ker se mi zdi, da ta sinergija je izredno pomembna. Gospod Drobnič. Jaz mislim, da se je ravno zaradi te naše majhnosti, prej ste jo na začetku omenili, potrebno začeti zavedati, kako pomembno je to povezovanje. Kar se tiče kohezije in povezovanja v industriji, jaz mislim, da je tega že zelo, zelo veliko. Prej ste omenili eno tržno verigo aluminija. Jaz mislim, da ni tu samo to. Jaz mislim, da je tu celotna kemijska, procesna, metalurška industrija, ki je zelo prepoznavna v tem kraju, živilsko-predelovalna industrija, ki je zelo pomembna za to regijo. In jaz mislim, da je na tem nivoju kar dosti povezovanja. Ključno pa je, kako bomo mi v gospodarstvu zdaj pripravili projekte, ki bodo delno reševali tudi lokalne probleme. In jaz mislim, da moramo zdaj ta del ne posvetiti, ta del priprave projektov ne posvetiti samo vlaganjem v raziskave in razvoj, ki se nanašajo zgolj in samo na industrijo ali pa na zagotavljanje nekega konkurenčnega poslovnega okolja v industriji, ampak moramo te projekte pripraviti na tak način, da bomo z temi raziskavami in razvojem ne samo reševali delovna mesta, ampak reševali tudi problematiko na lokalnem nivoju. To se mi zdi ključno. Mi smo pripravili take projekte, ki so regionalnega značaja in jaz upam, da bodo ravno zaradi tega, ker prepletajo ne samo občino, v kateri delujemo, ampak širšo regijo, tudi ugledale luč sveta. Seveda se pa tu strinjam z tem in tu je ključno ravno to, da bodo župani znali tudi prepoznati, kaj ti projekti pomenijo in na kakšen način bodo pripravljeni. Je pa ključno, da začnemo tudi v industrijo in v razvoj industrije vlagati in predvsem v raziskave in razvoj. Vemo, da smo na tem področju v zadnjem obdobju naredili bistveno manj, kot smo planirali. Vemo, da je na tem področju stagnacija, ampak še enkrat poudarjam, če ne bomo izhajali iz realnih projektov, na tudi nepovratna sredstva ali pa evropska sredstva ne bodo pomagala kaj dosti, ker komercializacija na koncu je nujno potrebna. Samo ta komercializacija in dodana vrednost bo vrnila nas zdaj to, kar smo potrošili. Ne nazadnje moramo tudi del lastnih sredstev v razvoj in raziskave vlagati. In če tu ni jasne ekonomike v izhodišču, ne samo za industrijo, ampak tudi za regijo kot celoto, potem si težko predstavljam, da bi taki projekti ugledali luč sveta. Zato se mi zdi ključno, da je pomen gospodarstva v tej finančni perspektivi večji, kot je bil v preteklosti. No, sej, tudi ko beremo recimo te cilje kohezijske politike, ki so postavljeni za obdobje 2014-2020, zanimivo je, dva sta glavna, naložbe v gospodarsko rast in zagotavljanje novih delovnih mest. To, kar govorimo skozi protikrizne ukrepe, to, kar govorimo skozi ta priporočila in strah pred oceno Bruslja, stalno se, ves čas se vrtimo nekako okrog teh dveh temeljnih ciljev. Ampak včasih se sprašujemo, po kakšni poti priti do teh ciljev, to je prvo, in drugič, kakšno ceno moramo plačati za to, da pridemo do teh ciljev. In tu se mi zdi, da nimamo vedno vsi enakih odgovorov. Kaj pravite? Recimo mi smo že zdaj predstavili po regijah, da bo to tudi eno izmed osnovnih meril, se pravi v sofinanciranje bojo šli tisti projekti, ki bojo v vlogah dokazovali, da bojo zlasti ustvarjali neka nova delovna mesta, s tem, da v
preteklosti moram reči, da imamo s tem slabe izkušnje, ne? Ker ko ti vlogo pišeš, je najbolj enostavno napisati, boš ustvaril 5 delovnih mest, ne vem, karikiram, bolj v praksi je pa to običajno tudi nobenega delovnega mesta ni. Zdaj kazni za to so trenutno mile, ampak v bodoče pa bo tudi komisija in pa vsi kontrolorji bodo gledali ravno to. Če si ti obljubo nekaj v vlogi, boš potem moral ta rezultat tudi doseči. S tem se bo mogoče potem tudi merilo oziroma zadeve se bodo bolj zaostrile, ker zdaj trenutno se pa bolj gleda dokumentacijo, recimo račune, javna naročila in te zadeve. Odslej bo večji poudarek na rezultatih in ker v bistvu nasplošno je v Evropski uniji problem, da ta kohezijska politika ni dosegla teh ciljev, ki si jih zastavlja, oziroma v Sloveniji so se nekako te razlike med regijami kljub masi tega denarja povečale, nažalost. No, ampak to je zelo zanimivo, ko govorimo o praktičnih zadevah. Mislim, da sem v SWOT analizi, ki ste na zbornici pripravili, ko govorimo o razvitosti in tudi gospodarski razvitosti regije, našel en podatek, recimo, da nimamo zadosti podpore in zadosti razvoja, recimo razvoj turističnega gospodarstva. Pa vemo, da razen Portoroža pa Snovika so vse terme v severovzhodni Sloveniji praktično, oziroma v Podravju, Pomurju in Prlekiji. Drugje jih praktično ni po naravnih danostih. Konec koncev, vodoma sem sam povedal, da smo tukaj v bistvu v termah, torej na turistični destinaciji, na taki točki. S tem je povezana proizvodnja hrane, ekološka proizvodnja hrane. Cela vrsta stvari, ki so že po definiciji naravne danosti tega prostora, v katerem živimo, iz katerega govorimo, v bistvu zdaj tudi javnosti na nek način. In zanima me dejansko, zakaj, recimo, gospod Pivec, vi mislite na temelju teh vaših analiz in tega, kar ste sami pripravljali, ne pride do te večje povezanosti, do nekega jasnega cilja, da tako rečem, da že zdaj imate, ne vem, v predalu, Nemci, se spomnim, že tam v 90-ih letih, pred vsako finančno perspektivo so imeli 2000 programov že v predalih. In kadarkoli si prišel na kakšen sestanek, je Nemec prišel s 5 papirji ven. Medtem, ko smo vsi ostali gledali, dobro, Slovenci recimo 90-ih še nismo niti bili v Evropski uniji, pa nismo niti mogli kaj veliko ne gledati, ne spraševati. Ampak Nemci, Francozi, ta veliki, so vedno prinesli 5 papirjev, pa rekli, dajmo se zmeniti, da bomo to realizirali. Jasno, v njihovo dobro in njim v prid. Mi mali smo bili bolj tako za število glasov v različnih stvareh. Zakaj se ne znamo zdaj, ko smo v Evropski uniji, ko smo vsaj na papirju formalno enakovreden partner pri tem dogovarjanju, ne znamo potegniti te svoje ideje iz predalov? Jaz mislim, da žal moram še enkrat izpostaviti zadevo, ki sem jo že v svojem prvem odgovoru. To pomeni, da pri nas še vedno nimamo dovolj volje, želje ali pa znanja po povezovanju. In to pomeni ne samo povezovanju, kot je bilo na začetku omenjeno, po, ne vem, teritorialnem nekem vidiku, to pomeni, da se bomo vedeli povezati v neke večje regijske projekte, ampak tudi povezovanju med sektorji. To pomeni, da dejansko v tem trenutku obstaja še vedno majhna pripravljenost po povezovanju gospodarstva in pa javnega sektorja v nekih realnih ali pa recimo pomembnih razvojnih projektih. Jaz se strinjam, ko ste rekli, da je turizem eno pomembnih področij, ki nudi recimo nek potencial na našem področju in znotraj naše razvojne agencije se ukvarjamo tudi z razvojem regionalnega turizma. Mi se recimo v obdobju zadnjih 3 let izrazito prizadevamo, da bi povezali v prizadevanja po razvoju turizma tako javno upravo, to pomeni občine, kot tudi gospodarstvo in pa seveda na tretji strani še civilno inicijativo. Bom rekla, da izredno veliko napora še vedno vlagamo v to, da te povezave uspemo vzpostaviti in na drugi strani seveda toliko manj ostane in energije in sredstev in ne vem še potem volje za izvedbo aktivnosti. Torej pri nas še vedno nekako jaz
včasih celo moram reči, očitno nismo razumeli, da brez povezovanja na vseh nivojih, tudi danes smo govorili o celostnih teritorijalnih naložbah, ki ne pomenijo samo povezovanja v teritorijalnem regijskem smislu, ampak medsektorskega povezovanja in dejansko skupnih prizadevanj ter seveda na drugi strani tudi pripravljenosti na skupna vlaganja za doseganje za regijo pomembnih ciljev, dejansko ne bo šlo več naprej. No, dobro, da ste omenili medsektorsko povezovanje, namreč mene zanima in tu je seveda vprašanje za vse sogovornice in sogovornike, kako bomo razreševali konflikt med tako imenovanimi sektorskimi politikami in regionalnim razvojem. Sektorske politike so pravzaprav projekti, ideje in tisto, kar se financira prek ministrstev, torej prek vlade, prek centralizirane politične oblasti, to, kar je tudi gospa Kirbiš-Rojs prej omenila, da je nažalost značilnost Slovenije. Mi imamo centralizirano državo, ampak in vemo, da so do zdaj sektorske politike praviloma, če rečem zelo po domače, povozile v bistvu regionalne politike. Praviloma so ti veliki interesi nadvladali nad interesi recimo nekih manjših regionalnih okolij. Kako tu doseči neko harmonično razmerje, ki ga Slovenija potrebuje? Kdo bo začel? Prosim. Mislim, da to se nam zelo dobro pozna, ker nimamo pokrajin, imamo sicer statistične regije, pa vendar imamo nekaj, ampak gre se v bistvu za to, regionalni razvoj bi mogel biti tisti, ki v bistvu narekuje potem tudi, iz katerega izhaja. Žal se pri nas res preveč prepleta, pa ne samo to, pri nas se v bistvu po resornih ministrstvih v bistvu tudi na nek način ne povezuje, kar pomeni, da seveda vsako ministrstvo seveda opravlja svoje delo, ki pa nima potem nekega začetka in konca. In to je problem, ki ga imamo. In do zdaj to se pozna potem na vseh segmentih, tudi na strani gospodarstva, ko je potrebno neka določena administrativna zadeva, ki se jo mora urediti, se v bistvu od ministrstva do ministrstva v bistvu drugačna mnenja daje in drugače tudi pričakuje. Jaz mislim, da je treba tudi na tem segmentu tudi malo več narediti in o tem se seveda že nekaj časa pogovarjamo. Zdaj je seveda odvisno to od ljudi, pa odvisno seveda od interesa, ampak jaz mislim, da nam je zdaj ta kriza vseeno dala ene priložnosti, da bo treba to povezovanje tudi na tem segmentu narediti. Druga stvar je mogoče, jaz bi se še malo opredelila na spodbujanje oziroma na povečanje teh delovnih mest tudi v gospodarstvu. Moje opažanje je, v času konjunkture seveda tega povezovanja ni bilo toliko. Ljudje so pač delali svoje, nekako niso čutili niti te potrebe, čeprav bi že takrat bilo v redu, da bi bili neki pogoji ustvarjeni. Zdaj je pa vedno več teh potreb in jaz mislim, da mi delovna mesta lahko odpiramo v večji meri za spodbujanjem internacionalizacije. Mi smo prišli v situacijo, kjer imamo seveda ogromno malih podjetij, ki se na nek način povezujejo z večjimi, srednje velikimi podjetjami, pa vendar nimajo tega pridiha ali vsaj niso imeli v preteklosti tega pridiha, da bi na nek način se ozirali na tujih trgih in tem je treba pomagati. Jaz mislim, da mi lahko tako pomagamo, da jih povezujemo in da tako, kot ima to recimo lepo urejeno sosednje države, recimo Avstrija, da na nek način za skupno povezavo pridejo do določenega trga in da kažejo tudi neke sinergije in učinke, predvsem v smeri tudi večjega števila delovnih mest. In to, jaz mislim, to je problem, ki ga zdaj v tem trenutku imamo, ki pa je lahko naš izziv za bodoče. No, pa zdaj bom dal en primer, pa zanima me, kaj mi bo gospa državna sekretarka odgovorila. Imamo možnost, da potegnemo železnico Salzburg-Zagreb ali imamo možnost, da potegnemo železnico Dunaj-Trst. Kaj bo slovenska sektorska prioriteta in kaj bo slovenska regionalna prioriteta? Jaz se zdaj na konkreten primer ne bi, ampak bi rekla na splošno. Če bi bili vi tisti, ki o tem odloča, postavite se v vlogo tistega, ki morda na srečo niste. Hvala Bogu, da nisem še za promet odgovorna, ampak nasplošno je tako, kot je rekla gospa Aleksandra, koordinacija na vladni ravni, pa bom kritična, ni dobra. To vsi tisti, ki pač delajo z nami, občutijo. V bistvu smo mi zdaj v vlogi, kar se tiče evropskih sredstev, tistih, ki koordinirajo, je tudi res veliko odvisno od ljudi, ki delajo na tem. Ampak vsi tisti, ki z nami delajo, tudi vejo, kako dolgo včasih čakajo, ne vem, na kakšne sklepe, pogodbe in
Takrat, ko se je pač ukinila ta vladna služba, ki je bila v vlogi koordinatorja za regionalni razvoj, jaz mislim, da je z tega vidika bila narejena napaka. Ta del zdaj predstavlja polovica Ministrstva za gospodarstvo in regionalni razvoj se znotraj tega nekako porazgubil, medtem ko lokalna samouprava se pa razdelila na 3 ministrstva. Zaradi tega je v bistvu to zdaj na tak način nemogoče delati. Ampak zdaj, da bi te težave vse malo omilili, mi nekako koordiniramo in nacionalni del in regionalni del, tako da kar se tiče nacionalnega dela, zdaj sodelujemo z vsemi resorji, ki bodo v to vključeni, konkretno za promet z Ministrstvom za infrastrukturo. Oni zdaj tudi pripravljajo strategijo razvoja prometnega omrežja, ker brez tega mi niti ne bomo dobili potem odločbe za operativni program. Namreč in komisija in mi si želimo, da v programe damo potem tiste tire, ki bodo dejansko izvedljivi, ne pa tako, kot smo naredili v obdobju 2007-2013, noter smo dali drugi tir, ga napačno vrednotili, brez tega, da bi bil umeščen v prostor, brez projektne dokumentacije in zato tudi ni prišlo do realizacije. Zdaj, kar se tiče regionalnih projektov, to so pa te celostne teritorijalne naložbe, te pa si nekako predstavljamo, da jih bomo mi ta regionalni del znotraj Ministrstva za gospodarstvo na koncu tudi nekako vodili kot skrbniki projektov in pa potem tudi medresorsko usklajevali. Predstavljamo pa si, da bi vsake regije dobili 1 do 2 večja regijska projekta, se pravi, da ne bi bilo mase teh projektov, ampak neka omejena količina. Namreč danes imamo okrog 4000 aktivnih projektov in to je nemogoče že administrirati, tako na lokalni ravni, kot tudi na državni ravni. Veste, zakaj sem dal ta zelo tak pragmatičen, konkreten primer? Zaradi tega, ker se mi zdi, da ni samo problem v projektni dokumentaciji, pa v tem, da vemo, ali bi ali ne bi delali drugi tir Divača Koper, ampak da je problem v tem, da danes v novi perspektivi ne vemo niti, ali bo to gradilo kakšno avstrijsko ali pa slovensko gradbeno podjetje. To je tisti naš problem. Skratka, postavi se že vprašanje o neko suverenosti. Najbrž bi zaradi zagotovitve gospodarske rasti pa novih delovnih mest radi videli, da to delajo slovenska podjetja. Takoj boste dobili besedo, gospod Drobnič. Pa nimamo, da tako rečem, niti tega zagotovila, ki bi bilo zelo blagodejno za tudi regionalni prostor in za druge razvoje. Mi se utapljamo včasih v problemih, recimo, ne vem, civilnih iniciativ. Gospa Pivec je prej omenila, imeli smo probleme z elektroomrežjem, recimo, pa s tovrstnimi zadevami, pa vemo, recimo, da je Talum eden največjih porabnikov elektrike in da rabi seveda elektrosistem in en subsistem, ki bo užival visoko podporo tudi tovrstnim strateško pomembnim odjemalcem, recimo, električne energije. Gre skratka za te res večnivojske povezanosti, ki so nekako v Sloveniji popolnoma pretrgane. Kar je pa najslabše, ker mi izpademo slabi igralci vizavi te ljube Evrope, od katere bi radi dobili nekaj denarja za te stvari. Vsi to znajo razen nas. To je nekako... Če dovolite, bi se kar navezala. To, da nam je gradbeni sektor propadel, je v bistvu žalostno. Tudi z tega vidika, ker recimo zdaj imamo samo na okoljskem področju za okrog 300 milijonov naročil od zunaj po občinah in imamo izjemno malo slovenskih izvajalcev, tako da posle dejansko dobivajo tujci. Enaka zgodba je recimo pri tem večjem železniškem projektu, komunikacijsko železniško omrežje, 150 milijonov vreden projekt in kandidirajo za izvajalca sami tujci. No, tako da to je res škoda, ampak žal smo do tega pripeljali. Zdaj, ko je bila ta zapora prek Trojanov, prostite, sem se nekajkrat vozil po stari cesti, tam mimo Vranskega in nikjer nisem uspel videti ene table, iz katerega bi bilo razvidno, kdo je izvajalec del na Južnem toku, recimo, ki je evropsko strateški projekt, ki gre skozi Slovenijo in vidimo, da se pospešeno gradi, ker vsak, ki se usede v avto pa se pelje mimo, vidi, da ta projekt pospešeno teče čez ozemlje Slovenije. Mi znate povedati, kdo je tam izvajalec del? Ne. Dobro. Gospod Drobnič. No, jaz mislim, da morajo interese nadvladati vsebine in konkretni projekti, ki bodo imeli jasno pogojene cilje in tudi ekonomske rezultate. Mogoče je to malo naivno in ravno ta naša razdrobljenost, sej 210 občin pri 2 milijonih prebivalcev za eno srednje veliko evropsko mesto nas je. In če ne bomo tu znali povezav potegniti, bomo zelo težko tudi, ne samo kot industrija, tudi kot narod,
delovali v bodoče. Zelo enostaven odgovor je na vprašanje, kateri železniški tir prej. Če znamo opredeliti ključna, strateško pomembna področja, ki jim bo Slovenija zagotavljala podporno okolje, da bodo lahko funkcionirala. V slovenski industrijski politiki smo zelo lepo in jasno opredelili, katere so tiste industrije, ki jim bomo zagotavljali podporno okolje. In potem je potrebno pogledati, katero surovino ali katere izdelke po tem železniškem tiru prevažamo več. In tam je zagotovo prioriteta. In če imamo mi ta strateška področja opredeljena, zdaj smo jih v slovenski industrijski politiki lepo opredelili, katere so tiste predelovalne industrije, katere so tiste okoljsko pomembne industrije, katere so tiste, ki bodo tangirale biotehnologije, se pravi, ki so vezane na hrano, in katere tiste, ki bodo na nanotehnologije. In potem je samo iz tega, iz kupička potrebno pogledati, kam pa ta naša strateško področje in ta strateška industrija tangira. In se je potrebno na osnovi tega odločiti, kateri tir bomo pa gradili. Ni velike umetnosti v tem, če znamo jasno postaviti strateško pomembno področje za Slovenijo. Seveda pa imamo zaradi te naše razdrobljenosti tu veliko težav. In to bomo morali narediti. To je ključno, kar moramo narediti, in potem se moramo začeti na teh projektih, ki bodo podpirali ta strateško pomembno področje, tudi povezovati. In če bova rekla Dunaj Trst, potem bodo vsi župani Spodnjega Podravja skočili in rekli, to pa ne. Gospa Fakin, gospa Podgornik, dobi takoj besedo. Želela sem omeniti to razdrobljenost, ki jo veliko poudarjamo. Če Avstrijo pogosto radi vzamemo za vzgled, ki je še bolj razdrobljena, če pogledamo velikost občin. Seveda je tu vprašanje oziroma problem drugje. Problem je v preteklosti, ko se nam ni bilo potrebno povezovati, in v prihodnosti bomo kmalu, po moje, vsi spoznali, da je to nujno in da brez tega ne bo šlo, in tudi novih delovnih mest brez povezovanja medsektorskega prav gotovo ne bo. Samo občine lahko ustvarjamo samo nekatere pogoje na področju infrastrukture, same kot take pa zelo težko ustvarjamo nova delovna mesta. In tu brez povezovanja prav gotovo ni prihodnosti za Slovenijo, in jaz mislim, da se tega čedalje bolj vsi zavedamo in da bomo seveda tudi v naslednji perspektivi, ki nam bo omogočala tudi povezovanje v različnih razpisih in kombiniranje sredstev, da bo to bistveno lažje oziroma bolj mogoče, in jaz sem prepričana, da bomo šli v to smer, ker to je edina naša možnost oziroma edina perspektiva. Hvala, gospod Podgornik. Jaz bi še mogoče dodala, in sicer vi ste ravno omenili infrastrukturo. Jaz mislim, da Slovenija je ena izmed redkih ali pa mogoče celo edina, ki nima nacionalni program za infrastrukturo, pa ne samo za to področje, za marsikatero področje. Kar se nam potem dogaja, je, da vsaka politična stranka, ki pride na oblast, seveda spreminja, ker ni nacionalnega programa. Če bi bil nacionalni program, se bi točno vedelo, v katero usmeritev se gre, in se skozi to seveda črpa denar. Druga zadeva, kar se meni zdi izredno pomembno, je, da mi se moramo zavedati, da davkoplačevalski denar, glede na to, da če omenjamo ravno gradbeništvo, gre v bistvu za tuja podjetja, namesto da bi mi vlagali nazaj. Mi bi želeli, mi moramo zahtevati, da ta denar pride nazaj in da dosežemo multiplikativni učinek. To ne sme biti vprašanje. In to vprašanje v bistvu, to ni vprašanje v Avstriji. V Avstriji se točno ve, kdo se dela, zakaj se dela, in jaz mislim, da skozi to bi mi mogli, skozi nacionalni program, ugotoviti, katera podjetja, na kak način in kje bo zdaj ta multiplikativni učinek, da bo šlo zopet nazaj v razvoj države kot take, če se pogovarjamo. Ali pa regije. Vse podpišem, edino tisto, da je nacionalni program varen pred političnimi strankami, v to močno dvomim, ker pri naših političnih strankah nič ni varno pred voluntarizmom, ki od tam včasih pride. Žali Bog, to je treba povedati. Ampak, gospod Kirbiš, to, kar je gospod Podobnik rekla, je pa na nek način zelo pomembno. Namreč, pomembno je to, da v bistvu na nekaterih področjih res nimamo teh nacionalnih programov. In recimo, kaj slovenski državi, kaj slovenski vladi, torej izvršni oblasti, ki ima vzvode operativnega dnevnega odločanja, recimo preprečuje, da nazaj postavi gradbeno industrijo, da nazaj postavi nekatere druge stvari, ki jih potrebujemo za to, da naprimer izvajamo neke pomembne infrastrukturne projekte. Te programe bomo zdaj obvezani pripraviti, ker če jih ne bomo imeli, ne bomo dobili te 3,3 milijarde, tako da te strategije bo treba
postaviti. Je pa res, da se vse na dnevni ravni potem spreminja. Razen ti operativni programi za evropska sredstva, ker jih pač Evropska komisija potrdi z odločbo in je bolj približno enoletni proces, da se lahko ta program spremeni. Zaradi tega se ti programi ne spreminjajo. Kar pa se tiče gradbenih firm, pa jaz v tem trenutku nimam nekega pametnega odgovora, kako to postavljati nazaj. Zaradi tega, ker pač menim, da so pač tudi te firme same delale veliko narobe, da je do tega prišlo, da so pač sklepale napačne posle, se obnašale tako, kot se obnašati ne sme in to bo pač težko popravila. Država pa tudi nima vzvodu, da bo na trg posegala kar tako. Tako da, kar se mene tiče, vsa neka državna podjetja, kar se mene tiče, ne pride v poštev. Mogoče pa ima kdo v vladi tudi kakšno drugačno vizijo, ampak jaz za te zadeve res nisem pristojna, da bi lahko odgovarjala. No, vse nisem mislil, da bi vlada opravljala delo tajkunov, ampak mislim unih azijskih, ne teh naših, ker mi namreč v Sloveniji imamo en problem, da pojem tajkuna napačno interpretiramo. V primarnih kulturi, tam, kjer se je ta pojem rodil, je seveda to pozitiven termin. Nažalost, pri nas v Sloveniji pa ne več. In potem, ko govorimo o karikaturah definicij, potem težko pridemo do pravih ciljev oziroma do prave realizacije tistega, o čemer govorimo. Ampak recimo, imamo še en problem, ki vi govorite ves čas o številki 3,3 milijarde. Če se ne motim, v perspektivi 2007-2013 je bilo na voljo 4,1 milijarda, se pravi 800 milijonov nekje umanjka na račun večje razvitosti zahodne kohezijske regije. To je ta minus, ki ga imamo v nekem absolutnem znesku. Ampak to istočasno pomeni, da recimo vzhodna kohezijska regija, to naše območje, na katerem se mi v tem trenutku nahajamo, ne dobi več denarja v novi perspektivi, kot ga je dobilo ali imelo priložnost dobiti v perspektivi 2007-2013. Imam prav pri tej računici ali se mi kje uštejemo? Zdaj v bistvu je prvič, da se delimo na vzhodno in zahodno kohezijo, ker to je bilo v zakonodajo pripeljano leta 2005, tako da za obdobje 2007-2013 so bile zadeve poenotene in so se potem sredstva delila preko razpisov enotno za celotno državo in pa preko tistih projektov, ki so bili navedeni v operativnih programih. Zdaj, kar se tiče zmanjšanja sredstev, pa je delno na račun tega, ker pač res je, da je zahodna Slovenija bolj razvita. Po drugi strani pa bil generalno res na ravni Evropske unije za celotno kohezijsko politiko v vseh državah, ker enostavno te zahodnoevropske države niso več pripravljene nekako solidarnostno podpirati manj razvite vzhodne Evrope, ker se vsi srečujejo z krizo. In tudi pojavlja se nekako konstantno vprašanje, koliko je kohezijska politika sploh učinkovita. Kot smo prej govorili, v Sloveniji recimo so se regionalne razlike povečale, ni na novo ustvarjenih delovnih mest in je tudi vprašanje, kaj se bo s to politiko v prihodnje dogajalo in koliko sredstev bo sploh Slovenija po letu 2020 še imela na razpolago. Tako da mi se zdaj v tem trenutku še zelo trudimo, da bi porabili to, kar imamo na razpolago še iz sedanjega obdobja, kajti tukaj je bil v prvih 5 letih tempo zelo počasen. V prvih 5 letih od 7-letnega obdobja je bilo počrpanih samo 1,8 milijarde evrov, kar je izredno malo, tako da tu se vlagajo zdaj res napori, da se najprej to počrpa in da se pravočasno pripravimo do leta 2020, pol bomo pa videli, verjetno samo še vzhodna Slovenija, pa še to v manjšem obsegu. Kaj pa analiza, gospod Podobnik, analiza recimo tistih panog, pa tudi tistih primerov ali pa podjetij, ki so prejemala finančne spodbude že zdaj v tej finančni perspektivi. Jaz sem pogledal eno razpredelnico, ki ste jo pripravili na Štajerski gospodarski zbornici, nekatera ugledna imena, Palfinger, ki ni majhen proizvajalec, Boxmark, za katerega vemo, da dela za avtomobilsko industrijo, Saubermacher na ekološkem področju. V Majšperku imate primer, ste mi rekli, gospa Fakin, da imate eno tuje partnerstvo z Mark Metalom, ki je zelo pomembno za sicer vaše relativno majhno okolje. Kaj nam ti primeri povedo? Recimo, so to primeri dobrih praks, so to uspešni primeri, na temelju katerih se lahko zgledujemo tudi za v prihodnje? Ja, jaz mislim, da so, ne. Določeni so sigurno dobri primeri, tudi je pa res, ne. Jaz v preteklosti
predstavniki gospodarstva nismo bili dosti vključeni ravno pri teh razvojnih projektih. Navsezadnje predstavniki lokalnih oblasti so bili tisti, ki so odrejali tudi te projekte, tudi v skladu seveda z ministrstvom. Mi smo bili v enem mini odboru, tako ministrstvo, odbor za gospodarstvo, ampak več ali manj bolj tako uradno, formalno na enem papirju. Drugače pa mi posebnega vpliva na te razvojne projekte nismo imeli. Zato si seveda tudi obetamo z novo zakonodajo, z novim pristopom, kjer bomo seveda v regionalnem razvojnem svetu bili tudi predstavniki gospodarstva, da bomo lahko na nek način skupaj seveda z predstavniki lokalnih oblasti in pa nevladnimi predstavniki tudi so odločali ali pa so kreirali to politiko. In tukaj bomo tudi iskali to evalvacijo. Ker jaz mislim, da denar je seveda treba čim bolj učinkovito porabiti. Predvsem bi pa vprašala seveda ministrstvo potem, ali so rezultati že vidni. Jaz verjamem, tako kot je gospod Drobnič rekel, določeni rezultati seveda ne morejo biti tako kratkoročni vidni in to se šele čez nekaj časa pokaže. Ampak glede na zaostanke, recimo, ko sem gledal te deleže, koliko je Maribor iz tovrstnih projektov dobil glede na razdeljena sredstva. Mislim, da iz teh primerov, ki jih navajam, je bil nek program težek okrog 42 milijonov evrov ali pa nekaj podobnega, pa 6,5 ali 600 nekako je pobralo Podravje skozi teh nekaj projektov. Je teh, recimo, ne vem, 11 do 12, ne vem, tam do 14%, koliko ti deleži po posameznih področjih so visoki, ali so to zadostni deleži glede na potrebe in glede na to, kar v Podravju imamo ali pa želimo. Gospod Fakin, kakšen je ta vaš primer, recimo, ki ga imate v Majšperku? Ja, od tega primera si mi v prihodnosti kar nekaj obetamo. Obeta se nam širjenje oziroma dodatne zaposlitve in prav gotovo to pomeni en pozitiven vložek v naše okolje. Se za eno takšno okolje, predvsem v Haloškem predelu, pomeni 120 delovnih mest, zelo veliko delovnih mest. In ohranjanje tega in seveda še povečanje pa je še večjega pomena. Zato seveda mi ocenimo to pozitivno, čeprav, kot je gospa rekla, da nekako smo lokalna okolja zelo upeta, to tudi lokalna okolja nismo bila zelo upeta, vse so bili to razpisi, na katerih so seveda posamezna podjetja kandidirala in nekateri so pač bili uspešni, na srečo v tem primeru eden tudi iz našega okolja. Hvala. Jaz bi mogoče še dodala, zdaj, kar ste ravno omenili. Jaz mislim, da smo premalo imeli teh razvojnih projektov, ki so izhajali iz gospodarstva. V veliki meri smo imeli infrastrukturo. Jaz pravim, infrastruktura je dobra, ampak je pa res, je pa to potem zdaj nova zahteva tudi Evropske unije in tudi ministrstva skozi to seveda, ki more gledati na te usmeritve, ki jih ima Evropska unija, da se seveda za to infrastrukturo bo namenjeno manj sredstev in večji del bo šel v vsebino. In jaz mislim, da zdaj vsebina tista, ki pač more nekje parirati pri teh projektih. Gospa Pivec, izvolite. Videl sem, da ste se hoteli oglasiti. Prosim, izvolite. Jaz se bi v bistvu zdaj navezala ravno na to in v bistvu na vse predhodne izjave. Danes je bilo večkrat izpostavljeno, da bo nujna in ključna v pripravi tokratnega razvojnega programa participacija gospodarstva. In če smem biti zelo operativna, ker smo tudi v vlogi pripravljalca dela regionalnega razvojnega programa. To pomeni, da ga pripravljamo za področje spodnjega Podravja in ga kasneje seveda združujemo z Zgornjim Podravjem v skupen regionalni razvojni program, da je v bistvu zdaj čas, ko se gospodarstvo lahko aktivno vključi z svojimi projektnimi predlogi v razvojni program. Ne samo skozi predstavnike v razvojnem svetu, ki bojo seveda imeli pomen potem pri odločanju in rangiranju, se pravi neke prioritetne liste teh projektov, ampak dejansko v tem trenutku z predlogi, z tem povezovanjem z javnim sektorjem in pa seveda z čim boljšimi predloge razvojnih projektov, ki se bojo v tem regionalnem razvojnem programu znašli, ki bojo seveda imeli neke realne cilje,
o kateri smo prej govorili, realno zastavljene in seveda bojo izkazovali neko razvojno pomembnost za regijo. Če se bomo v tej fazi torej znajdli brez teh projektov, da bo RRP temeljil spet na projektih, ki jih bomo, ne vem, kreirali znotraj enega sektorja oziroma znotraj razvojnih agencij in se gospodarstvo v to ne bo aktivno vključilo, se jaz bojim, da kasneje ne bomo imeli v resnici o čem odločati. In v tem trenutku je še čas. Mi smo v bistvu z temi projektnimi listi oziroma pozivi za pripravo razvojnih projektov še na terenu in mogoče tokrat en apel tudi na predstavnike gospodarstva, da se čim bolj aktivno v pripravo teh projektov tudi vključujejo in seveda, kot smo danes izpostavili, že večkrat pri tem povezujejo z javnim sektorjem, da iščejo v resnici tiste skupne, pomembne področja, na katerih bomo te razvojne projekte kreirali in izvajali. No, naj dami pripade zadnja beseda, naša ura je naokoli. Hvala vam seveda za vse misli, za vse odgovore in vse analize in pojasnila, ki smo jih slišali v tej uri razprave na 19. Štajerskem gospodarskem forumu. Zahvaljujem se vsem petim za sodelovanje. Hvala seveda tudi vam, spoštovani gledalke in gledalci, da ste bili z nami. Ostanite še naprej v programih televizije Maribor in televizije Slovenija. Lep pozdrav in nasvidenje.